Ko veste, kakšno je vaše mnenje do uvedbe ustanovitve finančne policije? Pa me zanima pod vprašanje, če bi jo že zdaj rabil. To malo poznam, pa načeloma ne bo naškoditi. Kaj pa je to finančna policija? To je kaj? Del policije, ki je specializiran za kaj? Recimo temu gospodarski kriminal. Dobro, se bo to je športno policijo. Ovo lahko še športno policijo, zdravniško policijo, šlo veliko policij. Jaz mislim, da je policija, pridevniki so pa pač pridevniki. Je pa zagotov, da je normalno, da se policija znotraj sebe organizira tako, da pač je del, da ima ekipe specializirane za posamezne vrste kriminalitete. To je normalno, bi rekel. Ne bi se pa čisto nujno strinil, da nujno more. Ne, zato bi v bistvu rabili malo več podatkov, če referirate na to idejo, ki je zdaj pač predstavljena pri SD-ju. Finančno policijo poznajo v marsikateri državi in mora biti, usklajena z drugimi temi nadzornimi službami. S tem, da italijanska finančna policija, ki jo verjetno najbolj pozna kolega Pahor, je povezana v veliki meri z carino in z drugimi stvarmi. Ampak mi v tem trenutku, razen da iz tega vidimo neko željo po večji disciplini na tem področju, ne vemo, za kakšne rešitve gre. To, da je pa potrebno imeti, kot se temu reče, red in pregledna pravila in preganjati zakonitosti, mislim, nezakonitosti, to pa zagotovo ni sporno za nobeno politično stranko. Tudi za našo ne. Hvala lepa. Je že kakšno vprašanje? Ja, zdaj Banka Slovenije strinjala, zadnjič ni bil gospod Gobelena, s tem navdušen na tem, da bi se oni ukvarjali še s ključnimi skladi. Ste se pogovarjali z njimi, kaj posvetovali? Ne, ker je... No, zdaj, jaz centralnih bankirjev še nikoli mislim, da bi navdušeno reagiral, glede česarkoli, tako da iz tega ne bi izvajal nobenih sklepov. Bi pa pač rekel, da predlagajo v 12. členu zakona Banki Slovenije, tako da mi sigurno nismo predlagali nekaj, kar nima zakonske podlage. Na stališče guvernerja tudi ni bilo a priori odklonilno. Rekel je, da so drugi bolj usposobljeni, kot strokovnjak, mislim, da ne treba zaupati. Ja, sej recimo, da se izkaže, da je kdo drug bolj usposobljen, zato to za nas v osnovi ni problema. Tisti, ki v tem trenutku imenujejo, se pravi ali vlada ali parlament, se nam je zdela tretja izbira Banke Slovenije, bom rekel, najboljša. O tem se z njimi seveda nismo pogovarjali v zakonodajnih postopkih, tudi sicer Banka Slovenije praviloma ne nastopa in ne dvomim, da če bi bila velika stopnja političnega soglasja okrog tega, da je to lahko Banka Slovenija, da bi znašli mehanizme, da bi pač banka to lahko počela in se seveda primerno za to tudi kadrovsko okrepila. To je razumljivo, to ni neka stvar, ki jo lahko pač delamo na način, kot da greš na tržnico po kilo solate. To gre res za premislek, kako narediti te stvari prepričljive in kako, bom rekel, omejiti našo moč, ne govorim kot politike. Banka je pa zagotovo po vseh teh anketah uživa večji ugled od drugih, ki, bom rekel, tako ali drugače posegajo na področje upravljanja z državnim premoženjem. Pa še za monetarno tekočo politiko se ne rab več ukvarja zdaj zadnje leto, tako da po mojem je čas delati, če kreati.